Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Predsednik države ni levi in ne desni, ampak je predsednik vseh, Borut Pahor. S tem tweetom je včeraj ponovno izvolitev Pahorja za predsednika republike podprla slovenska in svetovna smučarska šampionka Tina Maze. Saj veste, njena pot, njena odločitev. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, čigava je banka, ali bomo NLB sploh kdaj prodali in zakaj ne. Druga tema, puč ali republika, Katalonija bo samostojna ali pa je ne bo. V zadnjem delu oddaje pa, kdo ima pravi Gucci, Denise Dame presenetila Denisa Avdića v studiu Radia 1. V prvi polovici novembra bo predvidoma znano, kateri predlog bo vlada podprla v procesu privatizacije Nove Ljubljanske banke. Kot je znano, je ministrica za finance na zadnjem srečanju z Evropsko komisarko za konkurenco obravnavala dva predloga. Predlog za prodajo manjšega deleža NLB-ja in predlog za plačilo denarne kazni v zameno za neprodajo banke. Čigava je Nova Ljubljanska banka? Ali jo bomo sploh kdaj prodali in zakaj ne? Bomo komentirali z našima eminentnima stalnima komentatorjema. Odvetnico in strastno twitterašico Lucijo Šikovec-Ušaj ter ekonomistom in preiskovalcem nečednih bančnih poslov Radom Pezdirjem. Pozdravljena. Lucija, če tebe najprej vprašam, čigava je zdaj ta banka? Ja, a ni od Nika Kavčiča bila oziroma od Udbe? Ja, to je bilo včasih, to se hitro menjava, veš. Ja, mogoče se, ja, po mojem pa je še kar. Misliš, dobro, ni še več to? Nika Kavčiča, ampak Udbe pa mislim, da je še. Ja, ok. Se pravi od Udbe. Kaj pa ti praviš, Rado? No, Lucija se seveda ne moti kaj dost, ne. Korenine so v tej zgodbi Nika Kavčiča in tudi sistem vzporednega bančništva je nekaj, kar še danes deluje. Formalno gledano je pa banka nekaj, kar je v državni lasti, in če bi hotel navesti zadnjo ekstenzijo tega, seveda z davkoplačevalskim denarjem je bila sanirana, torej to je denar, ki je od nas vseh. No, zato sem vaju to vprašal, ne? Ker kot lahko vidimo na grafiki, ne, so presenetljivo ali pa paradoksalno vsi dosedanji poskusi privatizacije NLB rezultirali zgolj v tem, da je Slovenija postala 100% lastnica banke. Ne? Ker leta 2002, ko smo jo začeli prodajati, če nismo bili 100% lastniki, oziroma takrat je KBC vstopil v lastništvo. Ne? Zakaj po vajinem mnenju imamo zdaj ta retrogradni proces, da vsakič, ko prodajamo banko, je bolj naša? Osnovna zgodba pri zadnji sanaciji je bila, da se praktično KBC izplača, potem pa se gre po nekem dogovoru z Bruslom v neko suspenzijo ustavnih pravic v smislu konkurence, tako da se rešuje banko z davkoplačevalskim denarjem. In ko je po določenem obdobju ta banka sanirana, se mora davkoplačevalski denar vrniti nazaj. To je tista zgodba, ki je danes preslišana v javnosti, ker politiki dejansko napovejo, da se mora denar vrniti nazaj v proračun ali pa zmanjševanje javnega dolga, torej na uporabo davkoplačevalcem. Tisto, kar politika danes dela, je de facto to, da hoče še drugič ukrasti davkoplačevalce. Ta prvič ob sanaciji z državnimi obveznicami na DUTB, ta drugič pa, ko se noče vrniti denar tja, kamor mora priti. Do davkoplačevalcev, če hočete, zdravstvenega sistema, šolskega sistema, kamorkoli, zniževanja dolga. Ampak na kak način bi se lahko to pač vrnilo v proračun, če te prav razumem? Seveda, s prodajo banke, ne? Ampak bi bila kupnina toliko visoka, ker jaz sem šel pogledati, recimo Latvici so tudi sanirali banke, ne, so dali koliko milijardo 700 za svojo banko, prodali so jo za 75 milijonov zdaj, ne? Kupnina ne more priti na milijardo pa pol, koliko je približno dokazanega stroška na tej banki, zaradi tega, ker ta banka nima take močne tržne moči, da bi naredila tako številko. Mislim, da v najboljšem primeru se lahko računa nekje med milijardo in milijardo 250 milijonov. No, ampak milijardo 250 milijonov za proračun ni toliko malo denarja, ne? Vsi so še hujše stvari, ne? Počasi bojo potekle obveznice, s katerimi smo sanirali prenose slabe terjatev na DUTB. In zdaj mi te banke ne bomo prodali, se pravi, ta denar ne pride v državni fiskus,
na drugi strani imate pa pritisk, da moramo izplačati obveznice, s katerimi smo slabe terjatve prenašali na DUTB, kar pomeni, da bomo imeli v zunaj neprodano banko, hkrati bomo mogli pa najeti nov denar, da bomo sanirali obveznice. Lucija, kaj ti misliš, da se bo zdaj zgodilo? Ne? Zdaj videli smo, v teh dneh hodi finančna ministrica Mateja Vraničar Erman v Bruselj se kakor pogajati o tem, da ne bi prodali, pa bi neko kazen plačali, ali pa da bi prodali v 2 delih, ali da bi sam manjšinski delež prodali. Kaj ti misliš po tvoje, kaj se bo zgodilo? Pa sploh, kdaj se bo zgodilo? A se bo kaj zgodilo pred volitvami naslednje leto junija ali se ne bo? Ja, zdaj jaz sicer ne vem, kaj njen ta verski ali kakšen zdrava atmosfera. Ja, beli mak iz zdrave atmosfere. Ja, to je dobro kaj vprašanje. Napoveduje. Ne? Mislim, da je to od tega precej odvisno. Zdaj pa zares, banko bi bilo treba prodati, preden bo ta vrednost nižja. Ne? Milijarda je vendarle konkreten denar, o kateri govori Rado, ampak če bomo še dolgo čakali, bo ta milijarda vedno manj. Torej, na koncu jo bomo spet dali za majhne denarje ali pa še kaj doplačali, da jo bo kdo vzel. Tako da, ampak zakaj se ne prodaja, pa zdaj postalo očitno. Ta banka ima velike skrivnosti, ne? In mi teh skrivnosti nočemo, oziroma jih država noče prodati tujim. Ampak te skrivnosti, ja, izvoli, Rado. Ludopoven, če Lucijo oziroma jed iz tega izhodišča, ki ga je postavila, ta banka mora biti prodana. Ne? Vi veste, da ja, to vemo, ja. Ja, v Italiji imamo primer, ki so resne banke, Montepaschi in podobno, ki so šle čez isti proces sanacije z davkoplačevalskim denarjem. In v primeru, da se na NLB naredi presedan, je zelo drag presedan potem v Italiji. Ne? No, se tudi Portugalska je podoben primer, ne? Ampak vsi si neke odloge zdaj izposlujejo, ni sam Slovenija ta, ki si izposluje neke odloge pri Evropski komisiji. Ampak to sem te hotel vprašati. Razloga za odlog, ne? Ja, ok, ampak to sem te hotel vprašati. Ja. Ti ziher, da bi mi dobili zdaj 1,250 milijonov za NLB? To se mi zdi ogromna številka. No? Ali pa milijardo, recimo. Ja. No? Med tema 2 ciframa je zelo realno, obrestna mera je zelo nizka. Poceni kreditov je dost, bančni sektor ima trenutno tendenco, da na njemu prihaja do koncentracije. V 3-4 letih se bo število bank bistveno znižalo. In te prevzemi so zdaj možni in ta trg je zelo likviden. Se pravi, ti misliš, da so tudi razmere zdaj ugodne za prodajo? Razmere so izredne, Aljuš, izjemno ugodne razmere so. Čez 3 leta približno bo ECB dvignila obrestno mero, to je danes realnost, podražila bo denar. Koncentracija bančnega trga se bo zaključila in NLB bo ostala piškava regionalna banka, še celo brez svojih balkanskih podružnic, ki bo čez 3-4 leta na vrsti za novo sanacijo. Ja, hranilnice bo, ampak vse to je v redu, ko v Sloveniji imamo dolgo zgodovinsko tradicijo s hranilnicami, tako da tle smo močni. Lucija, to sem te hotel vprašati, ko si rekla, banka ima številne skrivnosti, ne? To sicer ne smemo iti preveč v detajle, da ne bomo Radota kompromitirali, ampak vseeno, a te skrivnosti koristijo samo enim ali obema političnima poloma, ne? Takole te bom vprašal, zakaj recimo Janez Janša ni prodal NLB-ja, 2-krat je imel šanso v bistvu, ne? V prvem mandatu celo 4 leta časa, da bi to naredil. V drugem mandatu je že bil pritisk zaradi pač sanacije, krize in tako naprej, da bi to naredil, pa vseeno mu ni uspelo. Zakaj po tvoje? Mislim, da je naredil par napak v prvem mandatu in sicer... Ja, hotel je biti všečen, računajoč na drugi mandat. To mislim, da je napačna politika, da bi moral takoj na začetku, ko je postal predsednik vlade, ostro nastopati. Tega pa ni želel, glede na to, da so bili vsi mediji seveda ves čas proti njemu. Tukaj potem je bila prodaja oziroma NKBM-ja, če se ne motim, ki je speljal Bajuk, kar je tudi bil kritiziran, pa ne bi bile previsoke delnice ali pa so bile preniske, skratka, karkoli so naredili, so jih popluvali. Tako da je žal ni naredil, ker je tako ali tako bil popluvan. Ne? Tako da je to napaka, računajoč na drugi mandat in verjetno so pa tudi nasprotovanja bila kar huda. Ne? Ampak recimo ta prodaja NKBM-ja, to nam v bistvu ni tako dobro ratal, ali nam je? Ne. Tako zdaj z perspektive parih let ni, ne? No, ne. Nobena od prodaj, ne? Ne ta prva 2002, ki je bila geneza nacionalnega interesa in določena schema, ne potem ta z samo privatizacijo, kjer je postalo jasno, da sploh ni bila določena osnovna vrednost, ki je šla v prodajo,
Ne, ta zadnja. Ta zadnja je bila banka precej nizko prodana, glede na to, koliko je bilo denarja še v banki, samih denarnih sredstev. Kaj je, če se spomnite, govoril bivši direktor uprave Hauc na zaslišanju predlogajo komisijo. Ja. Pa tudi recimo to, kar pravite, nacionalni interes ali pa to hecno je, da v bistvu pač pokojni gospod Bajuk pa France Križanič sta imela enaka stališča glede privatizacije bank. Se pravi, ne glede to glih čist po neki ideološki ločnici, neki druga mora biti tisto, kar povezuje. Ta zanimivost, ki se kle zgodi, je, da se ekonomski nacionalni interes začne v duelu Stane Kavčič, Niko Kavčič leta 1969. Ko se združita hranilnica pa gospodarska banka v to, kar smo poznali kot Ljubljanska banka. To je zdaj res dolga ekspozicija nazaj. Ampak to je tisto, kar so z Lucijo na začetku povedala. Geneza nacionalnega interesa je vedno fokusirana na novo Ljubljansko banko z vsemi vzporednimi mehanizmi. Zaradi tega prihaja vedno pri novi Ljubljanski banki do te zgodbe ven. In ta geneza je daleč in ima dolgo zgodbo za sabo. In to je geneza, ki je prekinila ki je posledica partijskega spora med kardeljanskim vidikom nacionalne ekonomije in obema Kavčičema. In oba Kavčiča sta bila samo toliko liberalna, da sta vzela banko kot mehanizem doseganja političnih ciljev. Torej ne direkt iz proračunskih sredstev, ampak preko banke. Ampak dobro, zdaj počasi se bližamo zaključku te prve teme. Kakva je pol vajina ocena? To, kar sem že prej vprašal. Zdaj do junija, ko so parlamentarne volitve, zdaj pričakovati, da bo Cerar pač prodal večinski delež, je po moje je utopično. Kaj se bo po vajinem mnenju pol zgodilo na tem področju? Bo to vprašanje, kjer se bo lomila kopja, ali se bo zgodba zvedla na tisto klasično, pač Bruselj nas v neki sil, mi tega nočemo, zato tega ne bomo naredili. To je politična podvala. Bruselj bo imenoval prodajalca, potem bo pa klele ratu en velik upor levega nacionalsocializma proti Bruslju, na katerem bojo zajahale mogoče nove sile, ki se bojo zbrale na levem delu političnega telesa. Te iz Kamniških Alp, misliš? Naprimer, in ni boljšega mobilizacijskega nabora, kot to. Lucija, kaj ti praviš? Se strinjam v celoti. Vedno znova nam pade nacionalni interes na plodna tla, a ne pa ne bo pivovarna ali pa Ljubljanska banka. Ti Slovenci na to vedno znova padajo. In leve stranke to zelo dobro izkoriščajo. Tako da jaz se strinjam z Radotom tukaj. Ja, se je leve stranke, ampak tudi na zaslišanju pred komisijo smo lahko videli, da je poslanec NSI-ja Vrtovec je nekako govoril zelo pohvalno o teh stališčih. Leve stranke. Pokojnega gospoda Bajuka. A, to je tudi leva stran. Ja, očitno. Dobro, včeraj smo se učili, kaj je sredina v slovenski politiki, ko je bil gost Andrej Šiško v oddaji. Danes se očitno učimo, kaj je levica, tako da jutri še desnica, pa smo malo pokrito. Misliš, da imaš res to lahek posel, da v 3 dneh vse definicije bo? Ne, jaz samo dajo vodim, so to vi komentatorji govorite. To vi komentatorji govorite, jaz samo dajo vodim. No, tisto, kar je pač mene, bi rekel, pri tej prodaji skrbeli, so te kupnine. Zdaj, če ti rado garantiraš tle z vso svojo avtoriteto komentatorjev daje VV Faktor, da mi dobimo res milijardo ali pa še več za prodajo, potem je to druga zgodba. Ker vse, kar smo do zdaj poslušali, so te primeri tudi iz tujine, kjer pač so kupnine zelo nizke ali pa vsi pledirajo za neke odloge pri komisiji. Če se odločijo, da bojo kazen plačali tako, da bojo odprodali makedonsko pa prištinsko hčerinske firme, potem lahko hitro za 400 milijonov znižamo to cifro, o kateri govorimo, in smo nekje na 750 do 800 milijonov. Banke, ki tudi ne more zelo močno generirati denarnega toka. Ja, razumem. Dobro, se vrnemo po oglasih, ko bomo komentirali, ali bo Katalonija samostojna ali pa je ne bo.